tokrat v občinskem informatorju. V drugi polovici aprila predvideno samotestiranje dijakov in učencev osnovnih šol. Iz skromnega družinskega podjetja do uspešne zgodbe. Po salame v Salamomat, po kruh pa na kmetijo Pihler. Sveta Trojica pogumno v nove projekte izgradnje hiš, kolesarskih poti in drugega. Ta teden uvedba del za obnovo ceste v Vitomarcih. Študenti te dni častijo pol litra, vsak krvodajalec je izjemnega pomena. Lepo pozdravljeni. Učenci in dijaki so se ponovno vrnili na izobraževanje na daljavo. To bo potekalo predvidoma do 12. aprila. Minister za zdravje Janez Poklukar je v preteklem tednu dejal, da si želijo vzpostaviti sistem samotestiranja s hitrimi testi. Testiranje naj bi potekalo doma in bi v prvi fazi vključevalo učence 3. triade in srednješolce. Minule dni je minister za zdravje Janez Poklukar napovedal, da želi vzpostaviti samotestiranje dijakov in določenih razredov osnovnih šol. Mnenja učencev, staršev in ravnateljev so deljena. Smo prejeli samo obvestilo v okrožnici, da gre za testiranje dijakov. Ni bilo posebej dodanih navodil, kako in na kakšen način bi se naj to izvajalo. Zato smo na ministrstvo poslali vprašanja in prosili za podrobnejša pojasnila, predno bomo dijake o tem obveščali. Kolikor bo to prineslo tudi bonitete, torej če bodo dijaki negativni, da lahko prihaja k pouku, je to zagotovo dobrodošlo, sicer pa ne vidimo namena. Starši in dijaki se zaradi ukrepov pogosto obračajo na ravnatelje, ki imajo zavezane roke. Jager Popovičeva se z samotestiranjem ne strinja. Ne podpiram jaz, če sem osebno, kar se mojega mnenja tiče, ker se mi zdi vseeno to poseg v že tak ali tak imamo ogromno posegov v človeško telo, ogromno nekih direktiv, vsekakor je pa to spet eno obremenilno dejanje, niti se ne ve točno, kdo bo to izvajal, ali bodo to pristojne osebe, ki za to izvajajo, usposobljene, ali bodo to breme prenesli na šole. Ministrstvo je v okrožnici šole pozvalo, da zberejo število dijakov, ki bi se bili pripravljeni testirati. Jaz nisem tega izpeljala, niti ne mislim tega izpeljati. Sedaj pa, ko gre to še za dijake, ki tako ali tako so že obremenjeni z je pouk, ni pouka na daljavo, v živo, imajo prakso, nimajo prakse, se zapirajo delodajalci, se pravi tam, kjer pač izvajajo pude, odpiranja in zdaj jim še damo to breme z tem testiranjem. Enostavno jaz nisem pristaš tega, niti mislim, da je to primerno, niti s tem ne bomo rešili ne korone, ne ničesar. S korono bo se pač treba naučiti živeti. Dijaki v večji meri samotestiranje podpirajo, saj se zavedajo pomena šolanja v šoli, ki ga ne gre enačiti z učenjem doma. To, da je cilj vseh dijakov, da šole ostanejo čim dalje odprte, jaz mislim, da nimam nekih pripomb na to. Se mi zdi, da je eden izmed načinov, kako zagotovimo, da se okužbe po šolah ne širijo, in eden izmed načinov, da zagotovimo, da šole ostanejo odprte. Mamica Marisa poudarja, da je preveč stvari zamujenih, zato podpira testiranje. Vrh lažje, če bi bilo to testiranje, pa bi tudi mi bili bolj mirni, bi vedel, ali je otrok pozitiven ali negativen. Moje mnenje je, da je prav, da se otroci testirajo. Bi se kar hitro prilagodili, pač treba jim razložiti enostavno, da to je za njih boljše, da bi bili lahko skozi v šoli. Dijaki pričakujejo, da bo pouk po 12. aprilu znova stekel. Se zelo dobro pozna vpliv šole na daljavo, recimo na ocenah in na znanju. Zdaj to znanje se bo v mojem primeru pokazalo čez 2 meseca na maturi, pri dijakih 3., 2., 1. letnikov šele čez nekaj let. V osnovnih šolah doslej z upoštevanjem ukrepov niso imeli večjih težav. Moje mnenje v smislu tega, da je to morda en korak k izboljšanju stanja. Seveda odvisno, na kakšen način se bo to izvedlo, kdo bo to izvajal. Skratka, kup vprašanj, ki so dokaj neodgovorjena. Vsekakor je pa vsaka poteza, ki kaže rešitev iz te nastale situacije, dobrodošla in upam in želim, da je to tudi ena izmed teh. Vnovičnega zaprtja si ne želijo in poudarjajo, da osnovne šole niso vir okužb. Ampak če pa vendarle pride do tega, potem verjamem, da bo v ozadju en tehtni razlog, zakaj do tega pride. Kajti prikrajšati in onemogočati izvajanje vzgojno-izobraževalnega procesa na način in čas, kakršen je zdaj že nekajkrat, brez razloga, se mi zdi pa vendarle nesprejemljiva. Te statistike, kako smo vsi, kužni, kako se to prenaša v šolah, tega po mojem mnenju sploh ni v takšni meri, kot se o tem piše in govori in kot nam želijo dejansko vsiliti te podatke.
Opozarjajo tudi na to, da dijaki niso dobili ustreznega praktičnega znanja, ki lahko privede do težav, ko se bodo znašli na trgu dela. Primanjkuje jim več mesecev vaj. Veliko se govori ravno o gimnazijah, o splošni maturi, o tem. Zelo malo se govori o praktičnem delu, o poklicnih šolah, o strokovnih in tehničnih šolah. Zelo malo se govori o zaključnih izpitih, o poklicni maturi. Vse to so vezane zadeve na neko praktično znanje, na veščine, na neke te sposobnosti, ki jih otroci pridobijo v šoli. Najhuje je pa seveda tam, kjer so prikrajšani obrtniki, tudi obrtna zbornica venomer poudarja, zapirajo se saloni, zapirajo se te neki manjši obrtniki in vse to je vezano ravno na ročne spretnosti, ravno na znanja, ki jih drugje skoraj da ne moreš dobiti kot pa ravno v šoli, pa seveda tudi potem pri tem obrtniku, vendar če je zaprt, pač to ne gre. Sicer bomo lepo napisali na papirju minimalni standardi, to so doseženi, kar dejansko so, vendar to nikakor ni znanje, s katerim otroci lahko potem konkurirajo na trgu dela. Ravnatelje moti komunikacija, se velikokrat informacije dobijo iz medijev. Želimo, da bi bilo strukturirano naprej znano, kako in kaj bo potekalo. Torej, predvsem ta nepredvidljivost tudi tako pri dijakih kot pri zaposlenih naša dodaten nepotreben nemir in namesto, da bi se posvečali pedagoškemu delu, se ukvarjamo zdaj z vsem ostalim. Pri znanju je to, kar je bilo podano, tudi usvojeno. Seveda pa je veliko stvari, ki niso vezane samo na znanje in na delo pri pouku, ki pa žal niso bile uresničene. Obvezne izbirne vsebine, mednarodni projekti sodelovanja, obšolske dejavnosti, vse to stoji in to že dlje časa, tako da vse sile usmerjamo v izvajanje pouka. Poklukar je dejal, da so vsi napori usmerjeni v to, da se učenci vrnejo v šole. Predvideno je, da bi z omenjenimi testi šlo za metodo z odvzemom brisa iz sprednjega dela nosu. O tem, pod kakšnimi pogoji se bodo učenci vrnili v šole, bodo razpravljali v četrtek. Podjetje Sveča d.o.o., ki se ukvarja s proizvodnjo sveč, sta leta 1990 ustanovila Stanko Peter in Ivanka Peter. Podjetje je bilo ustanovljeno kot skromno družinsko podjetje z enim samim zaposlenim. Z delavnostjo, inovativnostjo, kvalitetnimi proizvodi in zadovoljnimi kupci so iz začetne garažne proizvodnje postali konkurenčno podjetje v tej panogi. V podjetju izdelujejo mnogo različnih sveč. Od staršev je obrt prevzel sin Igor, ki ga povprašamo, zakaj so se pred 30 leti odločili za svečarstvo. Težko vprašanje, to bi mogel vprašati očeta in mamo. Takrat pred 30 leti, vem, da je mama takrat izgubila službo, pa smo pač iskali neko priložnost. V oglasu je bil oglas, da se prodaja stroj za izdelovanje nagrobnih sveč in takrat se je to pol začelo. Začelo se je v garažnih prostorih stanovanjske hiše. Zdaj se v 30 letih smo se razvili kar veliko podjetje v naši branži. Zdaj zaposlujejo več kot 20 zaposlenih, marico zmotimo sredi dela. Zdaj zavijamo žalni paket, to ko prijajo stranke, da jih pač, ko grejo na pogreb, da pač nesejo tam, da se poklonijo umrlemu, ne. In koliko časa porabi za en paket? Zdaj, kakšen paket delaš, ne? Tega mogoče kakšne 3 minute, 4, odvisno, da si pripraviš, ne, material, vse vkup to za celofan, podstavek, sveče, to je praksa dela mojstra. Z leti so širili tudi proizvodni program in so v podjetju začeli izdelovati tudi plastične lončke za sveče. V našem podjetju naredimo celo svečo sami, razen kovinskega pokrova, tega kupimo, ostalo pa vse naredimo v našem podjetju. Najprej napihamo plastiko, to se tudi posneli v proizvodnji, potem pa gre ta plastika na linijo, kjer se nalije pa pač proizvede. Celoten postopek imamo priložnost videti. Ko si ogledamo prodajni prostor, pa vidimo, da imajo pravzaprav zelo raznoliko ponudbo. Naš slogan je sveče za vse priložnosti. Najbolj smo prepoznavni, najbolj smo tudi naš največji prihodek podjetju predstavljajo nagrobne sveče. Potem izdelujemo tudi dišeče sveče, sveče za krst, sveče za poroko, v bistvu za vse priložnosti. Vedno bolj se iščejo neke ekološke variante in ravno lansko leto smo plasirali na trg nov izdelek, ekološki izdelek, ki je izgrajen iz biorazgradljive plastike. Zaradi zahtev na tržišču podjetje nenehno vlaga v razvoj strojne opreme. Sveč na letni ravni naredijo okoli 4 milijone. In kako prepoznamo, katere sveče so njihove? Vsak izdelek je označen spodaj z EAN kodom, na kjer so naši podatki. Prodajamo pa vsem večjim kupcem v Sloveniji in tudi kar nekaj sveč prodamo v tujino.
Trudijo se, da nenehno vlagajo v razvoj in da strankam ponudijo, kar si želijo. Najpomembneje pa jim je, da so njihovi izdelki visoko kakovostni. Zavedajo se, da imajo lahko le s kakovostnim izdelkom zadovoljne kupce. Ste že slišali za salamomata v Vuzenici in Radljah? Iz takega samopostrežnega avtomata lahko dobite mesne izdelke, med drugim, tako kot samo ime naprave kaže, tudi salame. Da je vedno poln, skrbita Štefka in Vilko Brezovnik s kmetije Pihler. Na svoji kmetiji pa poleg mesa in mesnih izdelkov ponujata strankam še odličen domač kruh, pečen v krušni peči. Štefko Brezovnik smo ujeli prav pri peki domačega kruha. Že zunaj hiše je dišalo po svežem kruhu, v kuhinji pa je Štefka mesila novo testo, sveže pečene hlebce pa dajala na stojalo. Ja, nekih velikih različnih sort nimamo. Imamo bolj to naš, kako se bi reklo, koroški kruh, ali kobanski kruh, pol ržene, pol bele. In v glavnem pečemo tega in pa seveda z semeni tudi dodajamo, tako da dve vrsti v glavnem. Stranke so se recimo tu med epidemijo ohranile, pridejo k vam? Ja, v glavnem smo stranke zadržali, nekaj jih je sicer na novo, nekaj jih je tudi se pač obrnejo, tako pa vedno en tok gre, malo gor, malo dol. Tako da v glavnem smo zadovoljni z strankami. Stranke pa pridejo k njima na kmetijo torej tako po kruh kot po mesne izdelke. Te pa lahko kupijo same tudi iz salamomata. To je ena vrsta prodaje, ker pač na kmetiji smo dejansko sama z ženo in časa za prodajo je premalo, če delaš izdelke sam. In je pravzaprav boljši, da izdelke sam delaš, pa ti prodaja kaj drugi. In potem smo se odločili enkrat, da smo prvo v Radljah enega postavili, no pa se še ena možnost v Vuzenici pokazala, ker en kmet imel in je opustil to dejavnost in sem jaz pol tega tam prevzel. Tako da s tom nekaj krpamo prodajo, pa te manjše stvari stranke ne rabijo hoditi k nam na dom, pa si tam vzamejo. Teda se je kar nekako prijelo in so zadovoljni tisti, ko tam koristijo in je tudi uhlajeno in tako mora biti. In kot pravi naš sogovornik, je osnova za vse dobro meso, poudarja pa, da so njihovi mesni izdelki brez določenih dodatkov. Ja, to je pa osnova, ne, da je štala polna in pa seveda, ko je naša dejansko posebnost, ker je njih najbrž veliko v Sloveniji, pa tudi drugot ne, delamo izdelke dejansko vse brez nitratnih soli. To ni mesarske soli zravno, ker vsebuje nitrat. To je morska sol in česen, poper in to je osnova začimba. Seveda za dobro izdelek mora biti pa dobro meso. Ne? Tudi sicer oba, Štefka in Vilko, skrbita za čim bolj naraven pridelek in hrano. Tudi pri kruhu že ga pečemo po tradicionalnem načinu na drva z domačim kvasom. Teda poskušamo dejansko čim bolj nazaj k naravi. Nimamo sicer ekološke kmetije, poskušam pa čim manj. Tukaj smo zdaj nahajamo, ne uporabljamo nobenih herbicidov ali pa pesticidov. Tako da mislim, da poskušamo prodajati zdravo hrano za vse. Pravi še, da so stranke zagotovo zadovoljne z njuno ponudbo, kar smo videli tudi sami, saj so že med našim obiskom prihajale kot po tekočem traku. Štefka pa je ostajala v kuhinji in skrbela, da sveže pečenega kruha ni zmanjkalo. Ja, seveda so najbolj zadovoljni, drugače jih ne bi hodili k nam in dejansko lahko tu v domačem okolju kar pač tu predelamo, ker ni velika kmetija, doma prodajamo, se ne rabimo voziti neke oddaljene tržnice okrog. Takole, glede na to, da smo ujeli vas ravno pri peki, oziroma bomo rekli ženo, koliko pravzaprav kruha se speče? Je to večkrat na teden ali ali imate določene dneve? Ja, mi pečemo konec tedna. Saj zgodba s kruhom se je čisto po naključju začela dogajati. Prej je žena bila, pravzaprav smo bila v službi,
Potem smo pa te narezke začeli delati z domače narezke z mesninami in vedno je bil problem domač kruh, pa včasih si ga dobil, včasih ga nisi dobil, pač tudi drugi kmeti, ko ga pečejo, pač ne vsak dan peče. Ne. In smo potem začeli in se tako nekako prijeli in popraševanje je bilo, da smo dejansko pa še eno večjo krušno peč delali. In tako da zdaj tudi kar neki procent prodaje, tudi kruh zravno doda k dohodku. Je pa ena popolna ponudba, da imamo dejansko, kar imamo na narezku, je naše. In kot poudarja, njihovo in domače. Za dobrodošlico pa ne nazadnje skrbi tudi njuna biba, ki prijazno prejme vsakega, ki pride. V Sveti Trojici se po prejšnjem letu ponovno lotevajo večjih investicij v projekte. Med njimi je pokritje z optiko po vsej občini, zagotovo pa tudi velik podvig urejanja kolesarskih poti po Slovenskih goricah, na katerem je s svojim delom kandidirala tudi Sveta Trojica. Poglejmo, česa vse se bodo še letos lotili. V Sveti Trojici so sklenili ambiciozen načrt za investicije letošnjega leta. V tem letu nadaljujemo nekako trend lanskega leta, kjer smo zastavili kar ambiciozen proračun. Prav na tej seji v sredo je bil sprejet tudi, v bistvu smo dali na seznanitev zaključni račun lanskega leta, kjer smo zadovoljni predvsem z realizacijo. Želimo si, da tudi v tem letu nekako tako nadaljujemo. Marsikomu je kar ambiciozen naš plan za to leto, ampak mislim, da ga je možno uresničiti. In katere so najbolj pomembne investicije oziroma projekti? Za med glavne investicije tega leta zagotovo spada v bistvu zaključna faza opremljanja v našem novem naselju Trojica Jug. Gre za zadnjo fazo, se pravi asfaltiranje in pa izgradnjo javne razsvetljave. S tem tudi zaključujemo to naše novo naselje, se pa ves čas gradijo zdaj že nova naselja. Novo naselje imamo v naselju Gočeva in novo naselje imamo tudi v naselju tukaj v Sveti Trojici v centru. Prav tako smo v fazi priprave OPN-ja in novega OPN-ja. Večji projekti pa zagotovo taki, ki bojo vidnejši. Naša Trojiška promenada, gre za izgradnjo pločnika, ki bo vodil od Trojiškega jezera po hribu do vstopa v bistvu v Sveto Trojico, z ureditvijo tudi kapelice na vrhu hriba. Sveta Trojica dobi tudi urejeno krožno križišče, skupaj z drugimi slovensko-goriškimi občinami pa so vključeni tudi v izgradnjo kolesarskih poti. Izgradnja krožišča na regionalni cesti pri Kmetecu in pa upam, da še to leto začetek gradnje krožišča v križišču na Griču. Tako da to so eni taki izmed večjih stvari. Prav tako je objavljen javno naročilo za izgradnjo kolesark. Prvi dve fazi, se pravi prva faza Lenart Porčič Sveta Trojica, trasa 5 in pa trasa 6, Sveta Trojica Osek Cerkvenjak. Tako da veliki projekti po teh dolgih 2 letih, kar se kolesark tiče, smo končno na točki, kjer pa prehajamo v javno naročilo, se pravi izbiro izvajalca in verjamem, da bo ta velik projekt osrednjih Slovenskih goric zaživel v polni luči. Izgradnje kolesarskih poti se bodo hitro lotili, saj morajo biti končane v 2 letih. Ti dve fazi bi se naj zaključevali najkasneje 23. maja 2023, tako da bomo mogli biti kar pridni. Obenem pa seveda to ni edina investicija, ki jo imamo. Vseeno na veliko področjih delamo. Tako da prav tako želimo v tem letu nadaljevati z izgradnjo optičnega omrežja. Ostalo še nam je 25% gospodinjstev, ki še v tem trenutku niso priklopljeni na optično omrežje. Nekako želja je, da do konca tega leta postanemo občina, ki bo imela na optičnem omrežju čisto vsa gospodinjstva v Sveti Trojici. To pa torej pomeni pokritje z optiko brez kakršnekoli sive cone. Prejšnji teden sta županja Svetega Andraža v Slovenskih goricah in direktor cestnega podjetja Ptuj podpisala pogodbo za širitev ceste za pokopališčem. Ta teden je že uvedba v delo. Če bodo potrebne popolne zapore ceste, bodo občanom, ki se sicer vozijo po tej cesti, pravočasno sporočili.
Zadnji dan marca sta županja Svetega Andraža in direktor cestnega podjetja Ptuj podpisala pogodbo za širitev ceste ob pokopališču in naprej, imenovano tudi Črna gora. Podpisala pogodbo za obnovo 550 metrov ceste, tako imenovane Črne gore, kot jim mi pravimo pri nas. Gre za cesto pod našim pokopališčem, za občinsko stavbo. Razširili bomo v bistvu cestišče na skupno 4 metre z bankinami. Pride tudi en del opornega zidu, predvsem tukaj pri tej naši vežici, katera bo v bistvu tudi usklajena in tako da bomo že pripravili za ta plato, ki pride kasneje ob rekonstrukciji Mrliške vežice. Ob širitvi ceste bodo materiale odvažali drugam, kjer bodo občanom, do katerih pelje pot, naredili še zasilno pot. Povedati je potrebno tudi, to je v bistvu edina pot, slepa ulica nekako, ki vodi v ta zaselek in bomo s tem odpadnim materialom tudi navažali na eno javno v bistvu občinsko poljsko pot, tako da bomo s tem tudi nekako uredili rešitev v primeru, če pride do česarkoli, da imajo tudi zasilno pot ti prebivalci. Uredili bomo tudi te zaščitne ograje in vse potrebno za investicijo. Bo mora biti tudi kakšen pločnik tu zraven? Javna razsvetljava. V bistvu bomo položili tudi v tla vso potrebno elektrifikacijo in bodo položene tudi javna razsvetljava na primerni razdalji v celotni dolžini. Dela se bodo pravzaprav začela kmalu, ta teden je namreč že predvidena uvedba v posel, dela pa morajo biti končana konec julija. Do takrat pa prebivalci ne bodo imeli ves čas na voljo prevoza. Zadevo bomo poskušali urejati na način, da bo v bistvu čez dan prevozna, vkolikor bo potrebna popolna zapora ceste, bomo občane pravočasno obvestili, da si bo lahko tudi svoja vozila pravočasno pripeljali v bistvu sem v center. Kasneje bodo uredili še dodatna parkirišča za občinsko stavbo. Bomo na tem območju ne sicer veliko pridobili kakšna 4 dodatna parkirišča, sicer pa smo tudi v pridobivanju gradbenega dovoljenja za parkirišče, ki bo v bistvu na drugi strani in bo namenjeno v bistvu tako območju občine Mrliške vežice, tam pa bomo pridobili okoli 20 parkirnih mest. A na prvem mestu je na vrsti cesta Črna gora. Študentska organizacija Univerze v Mariboru pod okriljem Študentske organizacije Slovenije poziva študente, da se odločijo za darovanje krvi. Krvodajalske akcije pod sloganom Čast in pol litra tudi tokrat zaradi aktualnih razmer potekajo prilagojeno. V UKC Maribor lahko krvodajalci kri darujejo vsak ponedeljek, torek in četrtek med 7:30 in 13. uro in sicer v prostorih medicinske fakultete. V torek je v UKC Maribor stekla krvodajalska akcija pod sloganom Čast in pol litra. Na Rdečem križu so hvaležni za vsakega darovalca, a si želijo še večji odziv. Mi smo študentom vedno hvaležni, da se odzovejo na to plemenito prostovoljno dejanje. Dober rezultat ponavadi dosegamo pri študentih, nažalost pa smo sedaj vsi skupaj v času epidemije, ko z ene strani študentov tudi ni v študijskih središčih, z druge strani pa seveda težje nagovarjati študente, če niso na kupu, če se ne družijo, če se ne izmenjujejo informacije. Kavaševa poudarja, da je potrebno misliti na prihodnost in preskrbo s krvjo. Danes so časi malo težji. Že lansko leto so organizatorji imeli težave, saj zaradi epidemije niso bili študentje dosegljivi v prestolnicah, tako v Mariboru ali v Ljubljani, ampak kljub temu so naši organizatorji, torej neposredni organizatorji študentske organizacije v Mariboru, zelo hrabri, ker so se lotili te organizacije krvodajalskih akcij, kljub temu, da se zavedajo, da je morda manj študentov v Mariboru. Krvodajalska akcija pod okriljem študentske organizacije poteka že okoli 20 let. Skušamo privabiti čim več študentov, da darujejo to življenjsko pomembno tekočino in vabimo tudi vse, ki trenutno niso v univerzitetnem mestu, da se udeležijo krvodajalske akcije v domačem kraju. In pa tudi vabimo jih, da se še prihodnja leta, ko jih bomo organizirali, udeležijo. Soočajo se s primanjkljajem krvodajalcev. Krat na leto lahko darujemo kri, ženske 3-krat, moški 4-krat na leto.
Zelo radi bi, da bi študenti, ki danes postajajo krvodajalci, postali tudi redni krvodajalci. Dolinšek poudarja, da to dejanje ne stane nič, a da veliko zadoščenje. Poziva tudi delodajalce, da namenijo posluh zaposlenim, ki bi želeli darovati. Zdravstvena stroka dan današnji brez krvi, krvnih pripravkov, krvne plazme in pa krvnih zdravil svojega dela ne bi mogla opravljati. Ker se soočamo seveda z primanjkljaj krvi zaradi epidemije, ki traja že dobro leto dni, z majhnimi prekinitvami in je ljudi težje spodbuditi k temu dejanju, pa sedaj tudi vse tiste, ki so morda nikoli niso bili krvodajalci, da zdaj pa razmišljajo, kaj bi lahko dobrega storili v teh težkih časih, mi jih pozivamo, postanite krvodajalci. Tedensko potrebujejo 350 do 400 odzetih enot, da lahko poskrbijo za nemoteno preskrbo s krvjo v vseh 3 bolnišnicah, UKC Maribor, Splošni bolnišnici Murska Sobota in Ptuj. Drugi del omenjene krvodajalske akcije se bo odvil v četrtek 8. aprila od 7:30 do 13. ure. Vabljeni tudi vsi ostali, ki bi želeli darovati. Toliko za nocoj oddaje Občinski informator. Ob 20. uri si lahko na BKTV ogledate oddajo Na polovici mandata z županom občine Makole. Sveže novice pa najdete na spletnih portalih lokalec.si in mbReport.si. Želim vam lep dan še naprej in nasvidenje.